Lepo pozdravljeni v studiu Goga. Danes sva z vami Jelka Ciglenečki, urednica, in pa moja gostja, pisateljica Lucija Stepančič, s katero se bova pogovarjali o Lucijini zadnji knjigi, o v vseh pogledih fantastičnem romanu Naj me kdo zbudi. Lucija je ne samo avtorica, pač pa dela kot restavratorka, je literarna kritičarka, ki je za svoje delo že dobila Stritarjevo nagrado. Za njo so številni naslovi, tako knjig za odrasle, zbirk kratke zgodb, romani, in pa precej knjig za otroke. Tudi stripi, ki jih delata skupaj z Damjanom Stepančičem. In da ne bom začela naštevati vseh nagrad, prevodov v tuje jezike in tako naprej, bi mogoče namesto, da govorimo o strokovnih mnenjih, me zanimalo, kakšno pa mnenje bralcev, katere tvoje knjige so jih najbolj nagovorile oziroma na katere si dobila najbolj zabavne odzive. Ja, odzivi so zanimivi ponavadi, pa zelo različni, a ne. Niti ni tako, meni najbolj pomembno, da so vsi blazno pozitivni, ampak da se razlikujejo in včasih res imam občutek, kot bi vsak bral drugo knjigo. Tako da drugače pa ja, Prasec pa tak je kar sam ponujal. Naslov sam klical. Ja, dobivala sem fotografije po mailu, z raznimi pujski okrašena naslovnica. Potem je neka gospa je fotografirala svojega moža na plaži, ki bere to knjigo in ima tako trebušička ravno prav, tako da... Ja, zanimivo, no. Prasec pa tak je že po naslovu vabi raznim traparijam. Drugače pa, ja, zdaj moje knjige niso neki zelo hudi bestsellerji in hiti, ampak so pa ljudje, ki jih preberejo, pa vem, da jih iskreno pohvalijo. Ne zato, ker bi se to pričakovalo od njih, ampak vidim, da zbudi nekaj, no, v vsakem. Ja, meni se zdi pri tvojem opusu zanimivo, koliko je različen, kako v bistvu včasih si blizu realizma, potem za otroke pravzaprav imaš kar nekaj knjig, ki so blizu stvarni literaturi, pa tudi stripi večinoma zajemajo iz nekih realnih, resničnih zgodb. Tukaj pri romanu Naj me kdo zbudi pa je tvoja domišljija res dobila polet. Pa me zanima, kako v bistvu ti lahko pišeš v toliko različnih nivojih, kako vse te lege hkrati obvladaš oziroma kdaj obvladaš, kdaj se odločiš za eno ali pa za drugo tehniko. Ja, ne vem, no, saj to tudi sama ne vem v bistvu. Na to vprašanje sploh ne morem odgovoriti. Kar me potegne, kar me fascinira. Nisem tako zelo vezana, ne, na pisanje, da bi bilo to zdaj neka nuja za preživetje, tako da lahko pustim možgane na pašo, fantazijo na pašo. Mogoče zaradi tega, ne, zato je v pisanju večja sproščenost. In nekaj, kar te gotovo fascinira, so Firence. Roman Naj me kdo zbudi se dogaja v Firencah in v njem so Firence eno tako fantastično, pravzaprav malo temačno mesto. En tak lep del, pasus romana je, ko se glavna junakinja sprašuje pravzaprav, kaj se zgodi s vsemi temi lepimi ljudmi na renesančnih pa baročnih slikah, ki jih gleda v Oficiu. Kako so vsi ti veseljaki že zdavnaj pokojni in prah. In pravzaprav je cel roman en tak chiaroscuro iz Firenc. Tako malo, kot da pišeš firenški tekst, kot poznamo beneške tekste, pa peterburške tekste, tako ti narediš ene Firence, take čist svoje. Ja, ni prvič, da se Firence pojavijo v mojem pisanju. Ja, sem sama presenečena, ker v bistvu tako Siena mi ugaja bolj od Firenc. Zakaj ravno Firence same pridejo za mano? Ne silim jaz za njimi. Drugo pa je,
tukaj Firence, jaz govorim o baročnih Firencah. A ne? Firence drugače v turističnih vodičih so renesančno mesto, baroka kot da ni. Firence si zmeri predstavljamo pa tiste v najbolj slavnih dneh renesanse, da je bil to nek vrhunc človeštva, neko obdobje, ki je bilo najbolj sijajno, najbolj tako bombastično, najbolj zmagovito, najsvetlejše končno. No, to v bistvu je, sama se ne poistovetim s takimi obdobji. Kar me pa zanima, je pa tista tema, ki nastane ko se konča neko sijajno obdobje. To pa že je recimo topos za razne figure, fantastične, strašilske, za razne zgubarje, za en tak lumpen proletariat umetniški. Glavna junakinja je že, mislim, je res odličen glavni lik si vzela. Že na začetku ti je podobna v tem, da gre v Firence raziskovati ne renesanso, ampak barok, ki je študentka umetnostne zgodovine in za svojo, mislim, da magisterij vzame barok v Firencah, kar pač čemur se vsi čudijo. V sebi ima zelo slabo mnenje, samo sebe kliče siva miška, kmečka bunka, je gostilničarjeva hči, ki se potem naenkrat znajde v tem prekrasnem, prelepem svetu Firenc. Vsega zaide v eno družbo, ki je popolnoma nepričakovana. Začne se v bistvu kot en tak tipičen ljubič, kot zgodba o Pepelki. Ona, ta siva miška, spozna prelepega, bogatega plemiča, ki ima palaco na glavnem trgu Firenc, jo povabi k sebi in jo zapelje. Ampak potem mogoče ne gre čisto vse tako kot ponavadi. Znajdeta se v nekem fantastičnem, čudovitem svetu, polnem avantur, ampak ta kmečka bunka si ves čas želi domov. Ven iz tega prekrasnega, norega sveta, nazaj v svojo gostilno. Mogoče že ti kaj komentiraš. Glede na to, da ugotovi, da ne meče več sence, da nima več odseva v ogledalu, bi si želela kamorkoli, ne? V bistvu ugotovi, da jo ni več med živimi. Zasledujejo jo eksorcisti v civilu. Vsak bi si želel Tu se ljubič prevesi, ne? Ja, v grozljivko. Tako da to domotožje je še kako na mestu. Ogromno žanrov zmešaš med sabo, ne? Če se začne kot ljubezenski roman s Pepelko in princem. Tako kot si rekla, potem pravzaprav gremo v en grozljiv žanr in kar naprej hočem reči gotski roman, ampak če kaj ta knjiga ni gotski roman, ampak je baročni roman. To je bilo ves čas fascinantno, kako lahko kdo danes napiše baročni roman z vsemi značilnostmi baroka in s tem bogatim slogom, polnim okraskom, ampak po drugi strani pa tudi to, kar barok sabo nosi neko temo, ki pa je pomešana s humorjem, pa z duhovnostjo. In mene je to spomnilo na moj študij ruščine, kjer sem prvič naletela na sodobni barok. Dva literarna kritika, Genis in Weil, sta uveljavila termin sovjetski barok in kot glavnega predstavnika sta navedla Venedikta Erufejeva, Moskva Petuški. Nek roman, ki ga imajo vsi za blazno zabavnega, ampak v resnici glavni junak, ta pijanček, ki je blazno zgovoren, je pravzaprav Kristus in na koncu je tudi križan pred Kremljem. Tako nekje podtalno se vso to zelo zabavno štorijo en tak mrak vpleta. Bom prebrala. Hvala za idejo. Iščem, kaj bi zdaj poleti vzela na plažo s sabo. Ja, tudi pri tebi, se mi zdi, da je prav ta občutek blazno zabavno, blazno duhovito, ampak hkrati so pa nekje spodaj, so pa eni taki temačni toni. Ja, barok je večplasten. Barok ima veliko več obrazov, kot se mu pripisuje. To pač, ker sem vsakodnevno v stiku s temi slikami, pa tudi umetnostna zgodovina nam pove. Recimo, mi imamo v podzavesti slovenski barok
mešan z avstrijskim barokom, neka alpska varianta, ki je precej taka veseljaška, svetla, vedra. Ampak poglejte, Caravaggio. Caravaggio je temen. Mislim, jaz sem si svoje like predstavljala, da bi bili lahko iz njegovega prijateljsko-sovražniškega kroga. Je v bistvu skozi navajaš eno avtorico, ki je zelo podobna Caravaggio, Gentileschi. Artemisia. Ja. No, ona je zelo podobna Caravaggio. S tem, da Caravaggio je bil moški in to velik mačo, ona je bila pa ženska. Da ženska tako slika je pozornosti vredno, to bi bilo tudi zdaj pozornosti vredno. Takrat je bilo pa neverjetno. Vse te figure, ki so take kot pri tebi, iz neke čiste teme, stopi v ena osvetljeno delček telesa, delček obraza. Ta slika mogoče ni blizu, ni pa čisto to. Ti si se odločila za naslovnico. Aha. Mislim, fizično predvsej odgovarjata moji predstavi teh dveh likov. Jaz lahko začnem pisati zgodbo šele, ko like vidim pred sabo, kako izgledajo, ko mi je jasno, kakšen obraz ima kdo, in te dva odgovarjata 100% fizičnemu izgledu. Je glavni junak, ta princ plemič, pravzaprav je prostitut. Poplemeniten bolj kot plemiš. Bogati prostitut, ne, bil v 17. stoletju. Ja, kariero je naredil zelo uspešno, kakšna dediščina je padla in tako naprej, in se pride do denarja. V enih 300 letih se pa že obogati. Ona je pa tak majhen hudiček kot babe. Drugače začenja se s točno takimi slikami na razstavi, ki so precej veseljaške, precej take razvratniško hecne. Tako da ja, je tudi svetu barok se pojavlja v tem romanu. In temen, oba, chiaroscuro, ne? Eno brez drugega ne gre. Noter imaš cel kup zabavnih likov umetnostnih zgodovinarjev. Pa zdaj smo pravzaprav že veliko govorili o baroku. Ti si tudi sama si restauratorka in pogovarjali smo se, tvoja glavna tema, tvoje glavna dela so baročna. Tako da me zanima, kako je to se prepletalo, verjetno si sama tudi študirala precej barok, kako si v bistvu se pripravljala na ta roman? Na 17. stoletje v Firencah, kjer se dogaja velik del tega dela. No, ta roman je nastajal čisto drugače kot drugi, res iz prve, alla prima, ne? To je baročna tehnika, skoraj da brez popravkov v šusu. Ti ste rekla, no, šus je zame 3 leta pisanja. Ampak precej brez popravkov, precej iz prve, precej brez vseh računic, brez vseh priprav, čisti štos, uživancija. Zdaj mislim, z barokom sem jaz kot restauratorka dnevno v vezi, saj vsak pozna tisto formulo Walterja Benjamina o auri umetniškega dela. Če umetniška dela imajo sama po sebi auro, originali, ne? Medtem ko reprodukcije, da je nimajo. Jaz imam originale ves čas okrog sebe, baročne. To v bistvu je pravi solarija, ne? Ampak res imajo umetnine nekaj na sebi, neko auro, neko energijo držijo, in jaz še plačajo me za to, da se sončam. Je to ganljiv prizor, ko se glavna junakinja pojavi spet v tej svoji gostilni in sreča svoje sošolke, mislim, da iz osnovne šole, srednje šole, in jim začne pripovedovati o Firencah, o tej lepoti. In one so prišle tja upravljati in na koncu pravzaprav je pustijo na miru, ker naenkrat začutijo, kaj pa, ne?
Kaj je lepota in kako bi one rade bile del tega? To je šele zadnji prizor z njimi, prej je tak bistveno bolj travmatičen, ampak ne bova zdaj o tem. Ja, problem je, ko se pogovarjamo o tem, da ne smeva skoraj nič izdati, ker je thriller, ker je detektivka, ker je... To so ženske izgrozljivke, absolutno, ampak na koncu pa vse ganjene, na koncu v bistvu tudi one ugotovijo, čeprav nimajo pojma o umetnosti, jih niti ne zanima, ampak zaslutijo drugačno življenje od njihovega, nekako bolj izpolnjeno, lepše. Tako da začne se s pogovorom o modi, ki tako skrene spontano v tak pogovor o umetnosti oziroma njen samogovor. In tukaj vidimo, da vsak človek v bistvu rabi nek presežek, presežno dimenzijo, ki jo umetnost po mojem zelo dobro zastopa. Ko bereš ta roman, dobiš občutek, da imaš ti veliko teh presežnih stvari že za sabo, ker je kup enih referenc, prav zgubljen si v enem gozdu, kaj vse bi še lahko našel. Lahko bereš naivno, lahko pa se ti kar naprej prikazujejo ene navezave na znana literarna dela, filme. Zraven knjige je odlična spremna beseda Urške Perenič, ki mislim, da je zasledila kar veliko število teh navezav. Ampak zanima me, če si ti morda imela kakšna dela, ko si pisala ta roman, ki so te nekako posebej spremljala, na katera si se lahko oprla, ali je to preprosto neka prtljaga, ki si jo že itak imela, pa nisi rabila več pozornikov? Ne, nisem se opirala. Mislim, pisanje je bilo, kot sem rekla, precej spontano, zelo spontano, sploh za moje pojme. To je, same stvari se nekako same najdejo pot, ne da bi jih bilo treba posebej priklicovati. Meni so všeč taki zelo učenjaški romani, recimo Donna Tartt je zdaj taka najnovejše odkritje nekega učenega romana a la Umberto Eco. Tudi to me fascinira, ampak ne vem, v mojem primeru so te stvari zelo spontano noter zašle, ker je zelo najrazličnejši nivoji so, od umetniškega, potem imam pa biblijske navezave, hkrati s pop kulturo. Ampak to je šlo izven zavestnega napora. Zdaj se me spomnila, smo se pred kratkim pogovarjali, si ena zelo redkih ljudi, ki jih poznam, ki nimajo doma ne televizije, ne interneta. Imaš pa v tem romanu kup enih popkulturnih navezav. Jaz sem mislila, pa odkot zdaj to v Luciji, kje to vse sledi. Imam prav, recimo se pojavijo vampiri in majčkan je te navezave na popkulturo, še bolj pa so neki mogoče starejši, mislim, vampiri, kaj bomo rekli? Vampiri so že zelo, zelo staromodni. Tako zdaj so zombiji. Tudi zombije imamo, ne? Zombiji, pol sem jih spremenila v poltergeiste, ker zombiji so res gnusni, tako, to ne gre v mojo knjigo, to je ena stvari, ki jih pa odklanjam, čeprav zombiji sami po sebi niso tako napačni, so globoko metaforični za današnje čase. Ampak ne estetski, ne paše reference. Estetski pa niso, mladina se navdušuje nad njimi. Sem prebrala Zombie Survival Book. Ja, sem ugotovila, da je to metafora današnjega sveta. Drugače, jaz sem pa bolj staromodna. Zame je pa nek vampirski šarm več kot zadošča. Zraven pa tudi biblijske navezave. Recimo Glas vpijočega v puščavi je tisti. No, to je pa. Eden od likov. Ja. Basso continuo je to v te knjige. Tista basovska podlaga glasbena. Drugače je to v glasbi, tukaj je pa podlaga v zgodbi. Tista zvok, ki daje takt dogajanju, je totalno nizek glas, tragičen, komentar sam po sebi, v vseh jezikih naenkrat.
To je to. Pa povej mi rajši še kaj o princu, ne? O Pepelki smo nekaj rekli, ampak princ je podoben, ne, ta nekdanji prostitut, bogataš, lepotec, je podoben Dürerjevemu avtoportretu, ne, če se prav spomnim. Ja, drugačen ne more biti. No, Ja, poltergeist, ne, si zdaj rekla, verjetno je poltergeist. Poltergeist je Nekaj poltergeist. takšnega. Kje si ga snela tega? Poltergeist. Princa, poltergeista. Aha, princa, ja, ne vem, jaz opazujem, kadar grem v München, kadar grem na Dunaj, kjer je več Dürerja, recimo, ta Dürerjev avtoportret magično privlači ženske. To se začne tako vrtinčati, v takih skozi manjših krogih, tako so kot omamljene za svojih 500 let. Zelo dobro zgleda. Ne, ampak res, to je, skoraj nobenega moškega ni v bližini ženske in to spremenijo se. Druga taka slika, ki pa tudi res zelo podoben učinek ima, je pa Sveta Magdalena, tista Delaturjeva s svečo. To je pa tudi isti učinek, magičen, hipnoza. To je neverjetno. Ja, to sem večkrat opazovala in ne morem verjeti. Vse to je dobra slika, kvalitetna. Ampak ko smo tako zasuti z najboljšo umetnostjo, ni razlage, da bi imela tak učinek, pa ga ima. Bolj kot vse reklame za moške parfume in tako naprej in razni sloveči lepotci. Čakal je, da pride v tvoj roman, skratka. Ja, malo je trajalo, ampak dočakal pa je. Vem, da imaš zelo rada tudi film. Jaz, ko sem brala, sem tako avtor, na katerega sem najprej pomislila, je bil Tim Burton. Se motim, kdo je tukaj vzadaj? Tim Burton je za moje pojme majčkeno preveč artificialen, predober v bistvu, preveč je perfekcionističen. To so dobri filmi, absolutno, ampak tako pogrešam malo šlamparije. Fellini je zame, no, tako tudi ritem stavkov. Mislim, da včasih sem imela občutek v Fellinijevem filmu, da sem se znajdla tako. Fellinijevi filmi imajo še tisto improvizacijo, še ta čar. Tim Burton preveč uporablja efekte. Ampak tudi ti imaš kar nekaj efektov tukaj noter. Ja, mogoče zato, no, ker imam slabo vest pa efekti. Prej rada bi bila bolj spontana. Mogoče ne, drugače pa je prav gotov, no, je tudi eden od vplivov. Ampak če bi jaz filme snimala, bi bila rajš, bi bila Fellini. Ja, zdaj razen Gentileschi smo omenili skoraj same moške, ampak ta roman je vsaj zame precej feminističen. Tudi ta glavna zgodba, pa zdaj bom spet precej razkrila. Skratka, imamo to Pepelko, ki se znajde v tem čudovitem svetu, ob čudovitem princu. In moralo bi se zaključiti, živela sta srečno do konca svojih dni, morala bi postati bodisi neka idealna žena, bodisi vsaj prekrasna ljubica. Ampak ona se nekako odpove vsem tem klasičnim klišejskim vlogam in konča povsem drugače, pa ne bomo povedali kako. Tudi vmes za štedilnikom konča. To pa ne, kot vplivna ženska. Kakor pogledaš. A kje je tukaj feminizem? Meni se zdel feminističen roman, no? Tudi odnos njen do recimo bivšega. Slabo vest ima, ker je taka prestižna ljubica. To ni bilo v načrtu. Ja, enkrat se pritoži, da zdaj pa izgleda kot ena nevestica na vrhu poročne torte, da to pa ni njena vloga, da ona je samostojna ženska. Kaj bi rekli kolegi na faksu, če bi jo videla? To ja, tako je. Feminizem, mislim, jaz se sama po sebi sem hvaležna feminizmu za vse dosežke
civilizacijske in sploh, in da ženske pač že pridemo do osnovnih pravic, a ne, ampak tukaj mora pa ona še naprej. Njej je dano, da lahko študira. Ne? To je ena generacija prej, že njena mama ji ne bi prišlo na kraj pameti, da gre študirati tako stvar, tako prestižno, pa še v Firence, kar je pa še starejše od mame, pa sploh jim niti na misel ne bi prišlo. Tukaj je, se vidi, to je dosežek, a ne? Da lahko tudi, ne vem, ženska iz gostilne gre študirati in to v Firence. Ampak naprej mora pa sama se boriti. Ženski so dani neki osnovni pogoji, naprej pa mora sama se znajti. Tukaj pa feminizem je družbena zadeva, na osebnem nivoju nam pa borba še zmeraj ostaja. No, se pravzaprav, da se sploh že o tem pogovarjava, z moškim avtorjem se verjetno nikoli ne bi pogovarjala o tem, o feminizmu, ampak kako se znajdejo njegovi moški junaki zaradi družbene vloge. Je tudi v Sloveniji feminizem gor ali dol. Vedno, ko prideš na nek sejem mednarodni knjižni, vsi bodo te spraševali po novih ženskih glasovih v tvoji državi, ampak res dobrih ženskih glasov, sploh v generaciji žensk, ki imajo recimo otroke, je res malo. Mlade pišejo, na to malo umolknejo, potem mogoče spet kasneje kaj. Ti si en fascinanten primer z 3 otroki in pri tem si uspela en ogromen opus vseeno ustvariti. Tako da moje vprašanje je, kdaj pri tem, da imaš redno službo, restauratorka si, resno jemlješ svojo službo. Pišeš literarne kritike tudi zelo redno in zraven ustvarjaš še debele romane. Ja, tako pisanje je po moje edina stvar, ki ženski omogoča, da je vesela, da je stara 50, ne pa 30. Tako bom rekla. Ko sem bila jaz mlada mama, ko so bili otroci majhni, sama veš, težko je, vsak dan posebej je borba, ne? Zdaj pa se pa stvari umirile, otroci niso še popolnoma odrasli, no sej. Celo življenje bomo povezani, bom nekako imela svoje mesto pri njih, se je treba ukvarjati z njimi. Ampak tistega najhujšega pritiska pa ni več, ne, se je precej sprostilo. Okrog mene se je precej spraznilo, vse skupaj, zdaj je čas, da se tudi kaj naredi. Drugače pa ne vem, saj če bi šli gledati zdaj za 20 let nazaj, se že pride do česa, ne? Vsak dan je pa težek. Tako da tukaj sta 2 pogleda, vsakdanji iz žabje perspektive, pa pol pogled nazaj. Pa že bolj iz ptičje perspektive zgleda pa vse drugače, zgledajo pa same zmage in dosežki in to. Ampak ja, res, mislim, leta prinesejo svoje in za pisateljico je vsako leto več razlog za slavje, no, pa tudi kilometrina, pa ne vem, znaš se bolj skulirati. Prebrane stvari, ne? Pri sebi je predvsem to, ne? Ja, si to. Literarna kritičarka, ki zelo redno sproti spremlja, kaj se dogaja v slovenski literaturi, pa seveda tudi v tuji, no? Ampak v slovenski pišeš, ne? Predvsem za sodobnost. Za sodobnost, ja. Kaj pa je zdaj tvoje mnenje? Se je spet ena redkih ljudi, ki jih poznam, da je prebolela korono, ampak zdaj več ne tako redkih, no. In me zanima, kako zdaj gledaš. Že zdaj se pojavlja toliko enih knjig o tem obdobju, naenkrat imamo en res in vsi pišejo samo še o koroni. Že mi imamo 2 knjigi na Gogi, ravno kar izide roman, v decembru bo izšel roman Tadeja Goloba Virus, v začetku leta imamo roman Brine Svit, ki prav tako govori o tej temi. A že vidiš kakšen prelom? Nekaj novega se je zgodilo. V 90-ih smo imeli občutek, da literatura več ne ve, o čem bi govorila. Govorilo se je o tem, kako se gre na pivo in kaj se pogovarja s prijatelji.
Zdaj pa naenkrat je več nekih družbenih tem, ki so. Ja, ne vem, no, se ta Aktualne. brzina mene blazno čudi, da že v pol leta ima človek že kar roman o nečem, kar je totalno novo. Ne vem, jaz sem dala korono skozi na tako lahek način, da si ne upam pisati o tem, ker ne upam se pametovati na to temo, ker bi tisti, ki so res žrtve, ne, tako v neki, ki so imeli težek potek bolezni, ki jim je kdo umrl ali pa so bili ob službo, bi bili upravičeno jezni name. Že zaradi tega jaz si raje kakšno drugo travmo izberem, se jih ne manjka, se ni samo korona. Tudi ta dela so bolj v karanteni, ne? Živimo v enem karantena. nenavadnem obdobju, ki gotovo vpliva na družbo na vseh nivojih. Ne gre samo za te, ki so zboleli, ampak ja, tudi za ljudi, ki so izgubili službo. No, sej včasih ljudi v mislim, ja, stiskah. tudi oni so žrtve, absolutno. Žrtve so tudi vsi ostali bolniki, a ne, ki pač ne pridejo do pravočasne obravnave. Žrtev je še precej več od tega, kar najdemo v statistiki o umrlih. In tako, ampak ne vem, jaz se v to ne bi mešala, ker res tukaj sem prišla preveč dobro skozi, tako da ne bi se zdaj ponašala s tem. To je bilo čisti slučaj vse skupaj, da sem to prebolela. No, mogoče glas mi je pobral, ja, težko govorim tako, da bomo morali kmalu nehati. Ampak res so še drugi problemi na svetu. Še 5 minut imava, kot literarna kritičarka pa mogoče lahko poveš, nekako slovenski literarni kritiki skozi nekako iščemo, je to, kar se zdaj piše, novi realizem, a je nova romantika. A boš zdaj ti ustanovila novo smer, pa bo novi barok? Kaj se dogaja trenutno? Ne, to ne bom, ker pol bi se morala sama tega držati. Sploh ne morem obljubiti, da bo naslednja knjiga podobna temu. Zaenkrat ni mi toliko do nekih formalnih določitev, pa da bi imeli zdaj vse lepo po regelcih. Jaz sem zmeraj za to, da so presenečenja, pač so v življenja, pa da delamo spontano, ne, karkoli že je. Sicer zdaj ni, da bi kakšna smer prevladovala. Zdaj je tako, vse imamo, vsega. Mogoče baroka ni. Baroka ni, ne? Ne, barok je pri Slovencih fascinanten, ker je res trajal in trajal in trajal. Mešal se je z gotiko. Imaš mešane stile, gotsko-baročne, predvsem skulpture, tako da neverjetno je sedel Slovencama, ne? Drugače ne bi toliko časa se obdržal. Mogoče za konec kakšno bralsko priporočilo? Ti, ki imaš tak pregled nad literaturo kot redko kdo. Bralsko priporočilo. Razen romana Naj me kdo zbudi. Ja, Kaj novega, kaj svežega. Ne, zdaj od najnovejših misliš domači, tuji? Kaj si kaj brala v zadnjem času, pa bi še priporočila? Ja. Lahko kakšno Gogino knjigo, seveda. Tukaj so. Ja, kar se tiče Goginih knjig, meni je bil Ahmed Burić izjemno všeč. Zdaj, ti je smešno, da mi je ime Donald. Potem Čolić, priročnik za izgnance. Tako kot tudi sarajevski omnibus, obe. To sem brala zdaj najnovejše. Drugače pa, ja... Donatart, to si že priporočila? Donatart sem že omenila, meni je res težko gremo. Drugače pa prav pri tej knjigi Naj me kdo zbudi. Itak, vidi se, Mojster in Margareta, da sem prebrala in jih 5-krat, se vidi, se ne da skriti. Pol vidi se tudi Ameriški bogovi, Gaimanovi, da je bil vpliv. Drugače pa še ena knjiga, bi raje to, ker se mi zdi, da je bila precej po krivici spregledana.
pa je imela blazen vpliv name. En prvih romanov iz zbirke 20. stoletje je bil O'Brienov Tretji policaj. Tako, to priporočam. Ker to je zelo stara knjiga, ponatisa ni bilo. Če ima kdo rad odbito fantastiko, to naj prebere. Hvala, Lucija. Hvala, Jelka. Bomo zaključile. Hvala za priporočila in hvala za krasen roman.